v Evropi moramo zaustaviti širjenje mestne obrobja in graditi mesta navznoter. In v tem igra seveda mobilnost zelo pomembno, če ne ključno vlogo. Kako zagotoviti v zgoščenem mestu, na ozkih ulicah, bi rekel, na zgodovinskih trgih, odvijanje vseh teh različnih oblik mobilnosti, različnih oblik prometa. Narava mesta in ta narava mobilnosti se morate nekako spojiti v en sistem, ki deluje, ki součinkuje, ki je drug drugemu prijazen, drug drugemu na voljo. In danes končno živimo v času, ko te računalniške tehnologije, ki sodijo v tako imenovano smart city kategorijo ali pametno mesto, nam pravzaprav to omogočajo. Problem je torej končno postal rešljiv. In rešljiv je izključno s pogovorom strokovnjakov iz številnih, povsem različnih področij. Tu namreč trčijo skupaj gospodarstvo, politika, sociala, tehnika, okolje. Ja, kako lahko naštejemo vse akterje, ki imajo svoje želje v strogem mestu. Enega prvih korakov v smeri iskanja rešitve, ki bo udobna, koristna ali vsaj sprejemljiva za čim več dejavnikov, je tokrat v Sloveniji naredil Volvo. Zbrali smo se torej na debatnem panelu Oblikujemo prihodnost mobilnosti. Tudi mi smo na njem sodelovali. V celoti vam ga ponujamo na našem YouTube kanalu, na tem mestu se dotaknimo predvsem temi današnje oddaje – digitalizacije mesta. A preden se pogovorimo s Slovencem, ki to področje obvlada, poglejmo, kako mladi študenti ekonomske fakultete zrejo v prihodnost mobilnosti. Kot kaže, so še kar precej prizemljeni. Večina mladih oziroma skoraj vsi si želijo postati lastniki električnega avtomobila, kar se verjetno navezuje na to, da mladi, ko razmišljajo o mobilnosti, močno mobilnost povezujejo z okoljem, z okoljsko problematiko. Drug zanimiv izsledek, kljub temu, da so mladi, še vedno je lastništvo avtomobila očitno pomemben dejavnik. Večina še vedno smatra, da lastniški avtomobil je nujen, si ga želijo. Mogoče v manjši meri določeni menijo, da ni nujno, da ga imajo, pa vendar zaradi okoliščin, ki so na slovenskem trgu, si tudi predstavljajo, da bodo imeli v prihodnosti ta lastniški avtomobil. Ne moremo reči, da niso naklonjeni multimodalnosti, načeloma so naklonjeni, pa vendar jo kombinirajo ob svojem avtomobilu. Mogoče tudi zaradi tega, ker so dejansko študente ekonomskih smeri, so v zvezi mogoče s carsharingom in podobnimi stvarmi vedno rekli, smo pripravljeni, seveda pa ob tem, da si želimo te stvari preračunati. Torej razmišljajo tudi o tem nekem stroškovnem ekonomskem vidiku. Na tej stopnji mladi še vedno niso pripravljeni oziroma ne razmišljajo toliko o avtonomnih vozilih. So seznanjeni s tem, določeni posamezniki bi se tudi v tem trenutku bili pripravljeni prepustiti avtonomni vožnji. Več je pa takšnih, ki še vedno imajo določene zadržke, predvsem moralne, etične, predvidevajo, da to verjetno bo nekdaj v prihodnosti, ampak čez 10 let oziroma mogoče še kasneje. Če smo v razmislekih o tem, kako se bodo oblikovala velika mesta, pa tudi taka manjša, kot je Ljubljana, še nekoliko bolj drzni, potem pa pravzaprav vemo, da govorimo o tako imenovanem problemu zadnje milje ali v našem metričnem sistemu zadnjega kilometra. Gre namreč za to, da ne moremo gledati mobilnosti znotraj mesta izolirano od vsega ostalega, se pravi intermobilnosti. Če hočemo, da bo problem zadnje milje, se pravi tistega trenutka, ko nekdo od drugje na hiter način, če se le da tudi ekološki, recimo s hitrimi vlaki, pride do središča mesta, od tam naprej ne sme več do svoje zadnje finalne destinacije priti drugače kot peš ali z nekim električnim, okoljskim, trajnostno oblikovanim prometom, ki izključujejo avtomobile. Kar pomeni, da se tukaj vpletajo čisto nove tehnologije, predvsem upravljanje z velikimi količino podatkov. No in če gremo še malo bolj v samo prihodnost, ko bodo avtonomni avtomobili in mi s svojimi mobilnimi napravami te podatke pošiljali v oblak in tistim, ki jih bodo, upam, da pametno razporejali, bomo prišli do situacije, ko bodo avtonomni avtomobili nas zjutraj pripeljali v službo in potem odšli na nek parking, ki bo izven mesta. Tako ne bomo koristili prostora v samem mestu in bo lahko namenjen
morda za kakšen park ali pa novo drevo. In pa še nekaj je, kar lahko v prihodnosti pride. Če bodo ti podatki pametno povezani s samo infrastrukturo, si predstavljamo avtocesto na vroč poletni dan ob 4-5 popoldan, ko bi vsi želeli čim hitreje na morje in bo ta 4-pasovnica, kar naenkrat, ko bodo avtonomna vozila na njej, vse smeri, se pravi oba vozna pasova na obeh smereh, vozila v isto smer, se pravi proti primorski. Recimo, ali pa da si predstavljamo mogoče izven okvirov avtoceste, da lahko ena navadna cesta, recimo iz Dravogradja proti Mariboru, v nekem trenutku, ko je upravljavcu z našimi podatki jasno, da večina ljudi, ki hoče v tistem trenutku iz Dravogradja proti Mariboru, da jih zgosti v en časovni pas in takrat, ko se oni usedejo v avtonomni avto, se bojo po obeh obstoječih pasovih peljali v Maribor in tako prišli veliko hitreje. Vsi tisti, ki bi pa takrat hoteli iz Maribora proti Dravogradu, bo pa z nekoliko zamika časovnega šli potem v drugo smer. Da bi bilo to seveda mogoče, pa pomeni, da v avtu ne bo volana, ne bo voznika, vozil bo avtonomno. No, in za vse skupaj pa je potrebno nekaj, čemur se reče po angleško big data. Da je v bistvu big data nek velik vir neizkoriščenih podatkov. Torej, v vsakem trenutku zbiramo ogromne količine, preko vsakega mobilnega telefona, prek raznih drugih naprav, ki pošiljajo podatke v oblak. Vsi ti podatki se nekje zbirajo, ampak jih pa nažalost še ne obdelujemo in jih v bistvu še ne uporabljamo v namene, za katere bi jih lahko uporabljali. Torej, lahko bi jih pa uporabljali v namene nekih novih aplikacij, v bistvu nekih novih storitev ali pa nekih novih produktov, ki bi končnemu uporabniku olajšalo vsakodnevno življenje. Koliko se pri vas dejansko že zavedate teh prihajajočih avtonomnih vozil, ki bodo morala komunicirati med seboj, tudi z infrastrukturo? Telekomunikacijska podjetja se v bistvu zavedajo tega, da bo potreba po prenosu podatkov oziroma po izmenjavi podatkov vedno večja. In to z vidika same količine, z vidika same hitrosti. Avtonomna vozila bodo zahtevala nekaj, kar trenutno še ni na trgu. Torej, zahtevala bodo zelo hiter odzivni čas pri prenosu in izmenjavi nekih podatkov. Kako močno povezavo potrebuje avtonomno vozilo, povezano v sistem? Za samo količino prenosa podatkov, ki jih bodo avtonomna vozila potrebovala, bi bil LTE dovolj. Ampak res se tukaj pojavlja večje vprašanje odzivnosti. Torej, ko bo neko sporočilo poslano, kakšen je ta čas iniciacije, da se sam podatek pošlje v splet oziroma v nek oblak. To je pa trenutno še ni na zadovoljivi ravni. Torej, če zdaj govorimo o nekaj 10 milisekundah reakcijskega časa, bomo mogli v primeru avtonomnih vozil govoriti o milisekundah. Kaj bo pomenilo, če omrežje pade? Lahko katastrofa v končni fazi. Ne, najverjetneje bodo v ozadju neki varnostni mehanizmi, ki bodo preklopili na nek varnostni način delovanja, torej domnevam, da ne bo nič prepuščeno naključju. Bo potrebno povezovanje tudi z vami kot operaterji z različnimi mesti, da bodo dovolili dostop do infrastrukture, parkirnimi mesti, polnilnicami, celotnim sistemom, ki bo zastal, konec koncev se bo poleg mobilnosti spreminjalo tudi okolje mesta, naše navade? Ja, seveda, in mogoče ne samo povezovanje mesta in pa telekomunikacijskih operaterjev, ampak v bistvu povezovanje telekomunikacijskih operaterjev z vsemi ponudniki neke vrste transportnih storitev. Ko bomo imeli na voljo različne načine transporta in jih bo treba med sabo kombinirati, torej na eni strani bo kombiniranje avtonomne vožnje z avtom, potem bodo tudi neki javni prevozi, ali vlak, ali avtobusi, kolesa, neka manjša električna vozila za posamezno mesto in pa v končni fazi tudi sama pešpot. Te stvari bo treba med sabo povezovati. In tukaj je smiselno, da se podjetja povezujemo med sabo, ne samo zaradi same povezljivosti, ki jo telekomunikacijski operaterji nudimo, ampak tudi z vidika razvoja nekih novih aplikacij, nekih novih platform, ki bodo omogočale te storitve. Torej, neka enotna platforma bo morala različne ponudnike združevati v enotno ponudbo za končnega uporabnika, da bo ta zadeva za njega čim bolj preprosta in pa uporabna. In ko smo ravno pri varnosti, naj spomnimo, da bo digitalni nadzor nad mobilnostjo v resnici prinesel prav na tem področju najbolj ključne koristi. Na ravni Evropske unije zastoji povzročajo približno 1 milijardo socioekonomskih stroškov na dan
Je pa avtomatizirana vožnja bo prinesla veliko stvari skupaj z digitalizacijo. Pričakujemo veliki upad prometnih nesreč, s tem upad smrtnih žrtev, upad težko poškodovanih. Na drugi strani imamo eno veliko grupo naše družbe, ki sedaj je v bistvu odsotna iz vse te mobilnosti. To so starejši, invalidne osebe in v bistvu njim bo ta preskok tudi veliko pomenil, ker bodo sedaj lahko enakopraven del družbe.